V vasi Čretnik na Madžarskem se je v okviru programa Interreg Slovenija-Madžarska v okviru projekta z naslovom Vse je v naših bučah odvil prvi dogodek, ki je bil obogaten z tekmovanjem prijavljenih ekip v izdelavi bučnega olja, javnim ocenjevanjem bučnega olja, z strokovno konferenco, razglasili pa so tudi rezultate risarskega natečaja. Dogodek so dodatno obarvali domači ljudski pevci in godci ter slovenska tamburaška skupina iz kulturnega društva Cven. Prebivalca Čretnika smo povprašali, zakaj se je udeležil tega dogodka. Na to bučno prireditev sem prišel zaradi tega, ker sem že od malega povezan z bučami. Sodeloval sem v saditvi buč, pletju, pri pobiranju buč, mletju semen in kasneje, ko sem postal starejši, sem se ukvarjal s pridelavo bučnega olja. Na lokaciji nekdanjega mlina za bučna semena je potekalo tekmovanje v izdelavi bučnega olja. V sklopu tega je bila predstavljena zgodovina obrata in opis delovanja mlina nekoč. Po tekmovanju je sledilo javno ocenjevanje bučnega olja, ki ga je opravila tričlanska komisija. Na vprašanje, ali Imre redno uporablja bučno olje, odgovarja: Da, uporabljam ga redno. Že vrsto let dan začnem tako, da na tešče popijem 2 do 3 žlice bučnega olja. Mi je zelo dobro. Imre pozna slovensko bučno olje. Pravi, da je odlične kakovosti. Ja, poznam slovensko bučno olje. Moj prijatelj ima sestro v Sloveniji, ki prideluje buče. Pridela veliko bučnega olja. Pravkar sem pri njej kupil liter, ki ga zdaj uporabljam. To je odlične kvalitete in ga redno kupujem pri njej. V okviru projekta je po ocenjevanju bučnega olja sledila strokovna konferenca, na kateri so strokovnjaki iz zdravstvenega področja, farmacije, zeliščarstva, gostinstva in naturopatije razpravljali o zdravstveni koristi buč in bučnega olja. Več o tovrstnem dogodku nam je povedal župan občine Čretnik. Namreč občina Čretnik je partner v tem projektu. Danes smo v okviru programa Slovenija-Madžarska Interreg Vse je v naših bučah izvedli tekmovanje v tradicionalni mlinarski napravi za bučno olje v Čretniku. Tekmovale so 4 ekipe, ki so iz 4 kg bučnih semen stisnile bučno olje s tradicionalno ročno tehnologijo. To je bila zelo dobra prireditev za krepitev skupnosti in zelo prijetna. Žirija je ocenila kakovost izdelanega bučnega olja in kmalu bo sledila podelitev nagrad. V okviru prireditve so lokalne in okoliške gospodinje pripravile jedi iz buč, ki so zelo priljubljene med obiskovalci prireditve. Poleg tega sodeluje na naši prireditvi več lokalnih in okoliških prodajalcev s proizvodi in jedmi iz buč. Na voljo so tudi kulturni in zabavni programi za obiskovalce skozi celoten dan. Menim, da s to prireditvijo lahko zelo dobro predstavimo tradicionalno vrednost, ki jo buča in bučno olje predstavljata za to območje. Stari način pridelave bučnega olja so si ogledali tudi obiskovalci iz Slovenije. Več o vtisih iz prireditve pa v nadaljevanju. Prireditev je bila zelo zanimiva, saj smo tudi poskusili sami v ročnih spretnostih pridelovanja, samega mešanja, praženja in stiskanja bučnega olja, kar je bilo precej zanimivo in prav veselo pogledati. Ker tudi pri nas se še kaj takega dogaja in zelo zanimivo je videti to. Zakaj so se v srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci odločili za sodelovanje na tem dogodku, nam je povedal Štefan Sraka. Za sodelovanje smo se dejansko odločili na podlagi tega, da promoviramo ta okus buč, kateri je res edinstven in tako lahko tudi uporabimo dejansko tudi našo šolo, srednjo šolo za gostinstvo in turizem, ki lahko sodeluje v tem projektu. Ponujamo več jedi, tako slanih kot sladkih. Kot sladke imamo tudi radensko gibanico, ki je v osnovi sestavljena tako iz semen kot tudi iz same buče. Potem imamo trgano govedino z bučnim pirejem, potem zdrav sendvič z piščančjim mesom in bučo. In seveda še druge sestavine, ki smo jih pripravili
iz buč. Kot je povedal Štefan Sraka, je buča zelo pomembna v prehrani. Kajti lahko jo res uvrstimo med kup tako imenovanih različnih jedi, tako slanih kot sladkih. In tukaj vidimo eno veliko prihodnost oziroma prednost buče, katero lahko uvrščamo, kot sem že omenil, tako v sladke kot v slane jedi. Dijaki iz Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci se dostikrat tudi učijo, kako pripraviti več različnih jedi iz celotne buče. Tako tudi ne poznajo naši dijaki samo bučnega olja, ampak tudi vse ostale sestavine, ki v buči so, in tako jih skušamo učiti, da res to, kar je v naravi ponujenega, uporabijo in tudi dajo na krožnik. Zanimiv dogodek, kot ga je opisal Koltaj, je med se privabil tudi udeležence iz občine Šalovci. Torej, na naš zavod smo dobili povabilo na dogodek, ki se nam je že v začetku zdel zanimiv. Buče, v bistvu kulturna rastlina, ki je značilna seveda tudi za našo pokrajino, in pa seveda vse aktivnosti, ki so vezani na njo, so nam zdeli zanimivi. Kot zavod smo dejansko razposlali malo vabilo dodatno med naša društva, med naše občane in dobili smo kar lepo število, tako da smo se danes skupaj udeležili in seveda odkrivamo, kaj vse se dogaja na današnjem dogodku. Naša pričakovanja so seveda, kot smo videli na stojnicah, odkrivanje zelo dobrih okusov, nekaj smo jih že okusili, se pravi jedi, recepti z sestavinami iz buč. Obeta se pa tudi zanimiv kulturni program, tako da upamo seveda, da bo dogodek odlično izpadel in pa seveda, da smo imeli tukaj lepo. Kaj je namen projekta, nam je povedal Uroš Koštric. Sam namen projekta je popularizacija buč in izdelkov oziroma jedi iz buč. Zakaj smo se odločili za tak naslov oziroma za to temo? Nekako smo se pogovarjali, pa tudi z naši partnerji iz Madžarske smo se nekako dogovarjali, da je to ena izmed tistih stvari, ki je mogoče malo manj znana oziroma bomo rekel malo zapostavljena. Tako da v bistvu zaradi tega smo se nekako zmenili oziroma dogovorili, da bi probali imeti dva dogodka na temo popularizacije, predvsem bučnih jedi, mogoče malo manj bučnega olja, ampak predvsem tega, kar kot buča, kot ta, se pravi, plod, lahko iz nje napravimo dosti stvari. Tako da v bistvu celoten projekt temelji na tem, da delamo samo popularizacijo oziroma same stvari iz buč. Zdaj, na tem spomladanskem delu smo se zbrali tu v Črtneku, potem pa bomo še jeseni imeli en podoben dogodek v kraju Markovci v občini Šalovci. Poleg samih teh dveh dogodkov pa je tudi nam pomembno, da nastanejo neke sporedne stvari, in sicer so tukaj bili recimo iz vrtca Črtnek, kjer so potem otroci delali različne risbe, so imeli kot ene vrste likovno natečaj, kjer so pripravljali risbe na temo buč in izdelkov iz buč in hrane. Potem tudi tu v Črtniku se predstavlja Srednja šola za gostinstvo in turizem iz Radenec, ki nam je pripravila zelo različnih jedi, mogoče malo takih, ki so novejšega tipa oziroma tudi malo manj znane. Tako da v bistvu so vse te spremljevalne aktivnosti, ki jih želimo tudi peljati, se pravi, da je sam namen, sam cilj tega popularizacija buč in pa jedi iz buč. Predstavnika Zavoda za promocijo in ohranjanje Babičevega mlina smo povprašani, zakaj se je udeležil tega dogodka. Z namenom, da se povežemo z našimi čezmejnimi madžarskimi kolegi, da se ohranja tradicija izdelave bučnega olja, je tradicija, ki združuje nas in naše madžarske kolege, in pomembno je, da se ta veda in tradicija ohranja. O občutkih iz dogodka pove: Najbolj bi mi bilo všeč, ko smo sami izdelovali to bučno olje z temi prešami, in na koncu nam je potem tudi uspelo, da smo iz te preše naredili, mislim, da največ olja, kar se je dalo. V sklopu dogodka v okviru projekta Vse je v naših bučah so organizatorji pripravili dodaten program, ki je zajemal dejavnost oblikovanja in ustvarjanja testa za otroke, kulinarično predstavitev, kulinarično tekmovanje z bučnimi jedmi in kulinarično pokušino bučnih jedi, tržnico, demonstracijo pojoče sklede in sejem ročnih del. Predstavljena je bila tudi obrt ljudskega umetnika in lončarja Adriana Faršanga.